Spoštovani gledalke in gledalci, v tokratni športni ideji se bomo posvetili atletskemu klubu Pomurje, ki praznuje častitljivo 60. obletnico. Z nami sta predsednica kluba Majda Koren in vodja strokovnega sveta Andrej Briner. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena, hvala za vabilo. Kako in zakaj, vprašanje naslavljam na oba, je bil klub ustanovljen pred 6 desetletji in kakšni so bili takrat pogoji v Pomurju? Stadionska atletika sega v Murski Soboti v letu 1936, ko je v Fazaneriji Murska Sobota dobila prvi atletski in nogometni stadion. Takrat se je atletika odvijala v okviru športnega društva Mura. Atletika je pa svoj samostojni stadion dobila leta 1960 pod vodstvom profesorja Eugenija Titana in takrat je atletika doživela nov razmah, ki je potem atletske delavce napeljal na idejo, da ustanovijo svoj samostojni atletski klub, ki je bil ustanovljen 25. februarja 1965. Prvi predsednik pa je postal Jože Vilt. V teh 60 letih se je v vsej Sloveniji in tudi regionalno veliko spremenilo. Kaj bi izpostavili kot največji korak oziroma največji napredek za vaš klub? Ja, atletski klub Pomurje je v celotni svoji zgodovini igral pomembno vlogo tako v slovenskem kot tudi v regionalnem prostoru. Tako na področju tekmovanj, organizacije tekmovanj, ne samo, da je bil organizator, bil je tudi nosilec teh aktivnosti. V tem kontekstu smo sodelovali predvsej za Avstrijsko-Štajersko atletsko zvezo, skupaj organizirali zimske krose, mitinge, pozneje tudi organizirali ta naš znani atletski miting Priložnost za mlade, ker so sodelovali iz vseh sosednjih držav atleti in Slovenije, tako da je bilo to res odlično tekmovanje, ki je tudi prinašalo dodano vrednost razvoju samemu atletike, strokovnemu delu in pa množičnosti atletike, ki je se povečevala z leto v leto. Kaj so po vašem mnenju največji uspehi zadnjih desetletij? Nekaj ste jih že omenili, ampak uspeh je seveda tudi, če pritegnemo določeno število mladih ali pa manj mladih, da se pridružijo atletskemu klubu. Ja, zagotovo je uspeh množičnost. Več kot 1000 mladih atletov in atletinj je šlo skozi vse programe atletskega kluba. Zanimiv podatek je tudi o tem, koliko naših atletinj in atletov je bilo v izboru najšportniki Pomurja. Kar 11 atletinj in 4 atleti so bili izbrani za najšportnike Pomurja. 17 atletov in atletinj je bilo izbranih na drugo mesto in 10 atletinj in atletov na tretje. To se pravi vsega skupaj 42 naših atletov in atletinj je bilo v tem izboru. Poleg tega je pa še 7 atletov in 7 atletinj tekmovalo na največjih atletskih tekmovanjih, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, balkanskih prvenstvih. 24 atletinj in 26 atletov pa je obleklo drese slovenske državne reprezentance. Poleg tega še ogromno uvrstitev na prva, druga, tretja mesta na vseh tekmovanjih. Ampak tu je treba biti tudi in predvsem človek. Kako vam uspeva, morda predsednica, kombinirati tekmovalni duh, dobre za rezultate, vzdrževati kakovost vadbe in seveda dobronamerne človeške odnose? Jaz bi še k uspehom dodala vsekakor te naše krose, ker to so res v zadnjih 5 letih smo organizirali 12 krosov, množične prireditev šolskih krosov in tako smo vsej Sloveniji nudili ugodne pogoje. Od vseh delegatov zmerom smo dobili najbolj odlična mnenja in mislim, da je to velik zalogaj za atletski klub Pomurje, da te stvari organizira.
Te stvari, kako nam uspeva kombinirati tekmovalni duh, to ima vsak trener, pač ima koledar Atletske zveze, po katerem si naredi program, na katera tekmovanja bodo šli. Tekmujejo vsi mladi atleti, v letošnjem letu celo atletska šola, ker smo se vključili v otroško atletiko. Potem pa pač po letih, U12, U14, U16, U18 in atleti, eni grejo radi na tekmovanje, eni pa pač hodijo na treninge kot rekreativci. Ampak mi smo veseli vsakega atleta, ker tudi če je rekreativc, nam je zadovoljstvo, da ga vsaj za kakšno uro potegnemo od mobitela oziroma računalnika. Kakšnih posebnih da bi jih kaj silili v tekmovanja, pa nimamo. Vse je na prostovoljni bazi, tisti, ki želijo tekmovati, tekmujejo, pač tisti, ki pa ne, pa pač hodijo prostovoljno. Torej, klub stalno sodeluje pri državnih tekmovanjih in dosega dobre uvrstitve. Kako motivirate trenerje in člane za kontinuirano delo? Nekaj ste že povedali, silite nikogar, vsak se odloči sam, če bo šel na tekmovalno stezo. V zadnjih letih res hodimo tudi na državna tekmovanja, atletske pokale, množično, kot sem že povedala, od U12 naprej. Tudi za vsake tekme lahko rečem, da se vrnemo z medaljo. V letošnjem letu smo osvojili skupaj 63 medalj, kar za naš klub veliko pomeni, in od tega kar 45 na nivoju državnih prvenstev. Vključeni smo v vse oblike, naši atleti tekmujejo v vseh oblikah, od teka do meta krogle, vorteksa, daljina, višina, tako da nismo več samo tekaška sekcija, ampak z mladimi delamo tudi na vseh drugih tekmovalnih disciplinah. Ob jubileju ste posebej izpostavili tudi tiste nevidne akterje, malce v navednicah. Nam lahko poveste, katere skupine so to in kako prispevajo k delovanju kluba? Običajno so tisti nevidni veliko bolj pomembni, kot si lahko predstavljamo. Tako imate prav. Jaz sem se v svoji zahvali zahvalila staršem, ki nam, brez katerih res ne bi bilo marsikaterega tekmovanja, ker nam res pomagajo, vozijo atlete na treninge, na tekme, spodbujajo svoje atlete, ki tekmujejo, ampak pod te nevidne bi pa vsekakor izpostavila medije, kar je največja reklama dejansko za klub, saj tako širša množica izve, kaj se sploh v atletskem klubu dogaja. Vsekakor bi pa izpostavila tudi tiste, ki nam en del dohodnine namenijo, en del te nerazporejene dohodnine namenijo klubu in niso nikjer vidni, ker vsak evro nam v klubu pride prav. In pa seveda tudi tiste male sponzorje, ki niti ne želijo, ki nam včasih dajo 50-100 evrov, ki niti ne želijo, da so objavljeni, ker nam dajo to pač z veseljem za naše atlete. Vse te stvari pa v bistvu porabimo za nakup določene opreme, rekvizitov, ki jo atleti potrebujejo pri svoji vadbi. Kakšno pa je sodelovanje z lokalno skupnostjo oziroma lahko tudi širše z regijo? Nenazadnje atletski klub Pomurje že v samem naslovu nosi Pomurje. Z eno besedo bi jaz lahko povedala, da je sodelovanje odlično. Odlično sodelujemo z osnovno šolo, potem Zavodom za kulturo, turizem in šport, Športno zvezo Murska Sobota, paviljonom Expano, atletskimi sodniki in v tem trenutku številnimi drugimi šolami, kjer so nam sedaj, ko se obnavlja stadion, dali na razpolago njihove stadione, tako da naši atleti lahko nemoteno trenirajo.
Tako da lahko bi pa bilo še sigurno kaj boljše, oziroma bi se dalo dvigniti še na kakšni višji nivo. Kaj bi svetovali, omenili ste že starše mladih športnikov, ki razmišljajo o vpisu v klub, kaj lahko pričakujejo, kaj klub zahteva in kakšni so izzivi pri privabljanju članov oziroma mladih, kako jih nagovorite, da vidijo atletiko kot pot, ne le tekmovanje. Nekaj ste že sami povedali, da se vam zdi zelo dobro, da če vse za uro kakega mladega odtrgate od ekranov, je to že uspeh. No, nekje pri nas v klubu velja, da tam konec avgusta razpišemo pač na svoji spletni strani in pa tudi na naši Facebook strani, da bomo pač vršili vpise v atletiko. To se ponavadi zgodi prvi teden v septembru, kjer smo prisotni. Starše istočasno obveščamo, kakšni so pogoji, kako je. Jih obvestimo, da je atletika individualni šport, da je to odvisno od vsakega posameznika. Rezultati ne pridejo sami od sebe, ampak je treba za njih včasih tudi trdo delati. Nikomor pa ne obljubljamo nobenih oblakov, mislim, nobenih gradov v oblakih, da če bo hodil na treninge, da bo tudi uspešen, ker to je v veliki meri tudi odvisno potem od samega atleta. So pa sigurno vsi trenerji, vseh naših trenerjev je izobraženih in tudi vsi trenerji skrbijo, da se jim prilagajajo discipline in da jih probajo vpeljati tudi v ta tekmovalni duh. Morbiti bi tle izpostavila, da imamo kar malo problemov z trenerji. Sigurno bi rabili še kakšnega enega, dva, ker pri nas velja načelo, da atlete imamo razdeljene po letnikih. Mi nimamo skupine, kjer bi bilo od najmlajšega do največjega, ker to je težko trenirati tako od atletske šole do U12, U14, U16, mlajši mladinci in starejši mladinci. Kako pa je v tem trenutku, kakšno je število atletov oziroma število članov, katere starostne skupine prevladujejo in seveda katere discipline? V tem trenutku imamo 124 vseh članov. Najbolj množična je sigurno atletska šola, potem je U12, U14, najmanj je članske kategorije, kjer jih je trenutno 6, ampak tudi te so aktivni, ker načelo našega kluba je delati z mladimi kadri, ker potem, ko enkrat končajo osnovno šolo ali končajo srednjo šolo, odhajajo v druge, večje klube in v mesta, kjer potem nadaljujejo šolanje oziroma študij. Tako da... Zdaj, če greva k infrastrukturi od vprašanja števila, potem smo pri tem, da se atletska steza obnavlja, malce se bodo verjetno dela še zavlekla, ampak obnavlja se. To je že en pozitiven premik. Kako ocenjujete izzive, kakšno je financiranje, vzdrževanje trenerjev, nekaj ste omenili. Motivacija mladih se mi zdi v tem trenutku ena izmed ključnih tem in kakšna je konkurenca drugih športov. Vsi vemo, da množično privabljajo športi, ki so zelo izpostavljeni, recimo smučanje, kolesarjenje, nogomet. Ne vem, mogoče bi Andrej kaj tle povedal, ker on je itak trener in... Motivacija za vključevanje v atletiko kot tako ali pa atletski klub je gotovo najprej neka potreba, da se družiš. Mladi se predvsem vključujejo v prvi vrsti v različne aktivnosti, tudi v šport, da se družijo. Poleg tega pa se najdejo tudi med njimi taki, ki imajo večje ambicije, večje motive. Atletika je tu zelo specifična, vse se meri, vse se primerja, tako da je motiv tudi, recimo, niso samo zmagovalci, tisti prvi trije, ampak je lahko zmagovalec vsak, ki pač napreduje v rezultatu, osebne rekorde postavlja, pomaga drugim, ki so mogoče slabši, nismo vsi enaki. Atletika v bistvu tudi, mislim, da tudi starši podpirajo svoje otroke, ker je šport in atletika tudi neka šola za življenje.
naučiš se neke organizacije, discipline, natančnosti, tudi prispevka za skupino, za skupnost. V atletiki tekmujemo tudi v kolektivnih, ekipnih in tam so prispevki večjih skupin. Tako da to je. Trenerji pa v bistvu smo vsi iz atletskih vrst, ljubitelji atletike in to tudi prenašamo na mlade, ki čutijo tudi, da je to neka klima, kjer se počutijo dobro in potem kar iz tega, bi rekel, preprostega delovanja potem prihajajo rezultati. Včasih se atleti sploh ne zavedajo, da stopnjujemo neke aktivnosti, ki prinašajo rezultate in potem pridemo tudi, pomagamo vsi, tudi tistim najboljšim, da pridejo na največja tekmovanja. Zdaj pa vprašanje, predvidevam, da za oba. Kakšno sporočilo imate za vse, ki so v teh 60 letih sodelovali, atleti, trenerji, starši, vodstvo, lokalna skupnost? Jaz bi rekel hvala vsem, da so se vključili v atletiko, da so vztrajali na svojih poteh, da so dosegali osebne odlične rezultate in tudi prispevali k skupnosti. Tudi trenerji, vsi v ozadju, ki so bili člani upravnih odborov, vsi smo prispevali, vsi so prispevali in zahvala gre vsem od prvega do zadnjega koraka atletskega kluba v 60 letih. No, moje načelo je isto, jaz se tudi zahvaljujem vsem tistim, ki so nam in nam še pomagajo, da atletski klub v Murski Soboti sploh obstoja. Mi se bomo pa tudi trudili, da bomo v nadaljnih letih še uspešnejši in da bomo imeli še več atletov. Predsednica atletskega kluba Pomurje Majda Koren, najlepša hvala in seveda tudi vam, Andrej Brinar, vodja strokovnega sveta. Spoštovani gledalke in gledalci, v tokratni izdaji oddaje Športna ideja smo govorili o 6 desetletjih atletskega kluba Pomurje. V naši družbi sta bila predsednica kluba Majda Koren in predsednik strokovnega sveta Andrej Brinar.